Lep in prijazen dan želim iz Ljubljane. Natančneje s pogledom na Breg, tako se namreč imenuje ulica, ki jo vidite pred seboj, ali pa sprehodišče, zaprti del mesta. Tukaj na levi strani vidite znamenito hišo, še bolj znamenitega moža, Žiga Zoisa. V njem nosi ime tudi ulica, v kateri bomo sedaj zavili levo. No, pa pojdimo. Zdaj boste videli hišo Žiga Zoisa, tale hiša, in tukaj v tej piramidi, Zoisova piramida, mimogrede, da veste, na levi strani je naša fakulteta za arhitekturo in sedaj vstopamo v del področja, kjer je kar nekaj fakultet. Prva je tukaj na desni, to je Filozofska fakulteta, na levi se nahaja srednješolski center s številnimi šolami. Tukaj je, na desni strani je fakulteta za montanistiko. Tistim, ki vam ni tako blizu, gre za rudarstvo, geodezijo in ostale stvari. No in mi se bomo sedaj namenili preko stare Prešernove ceste, mimo predsedniške palače, kar nekaj veleposlaništev, no tale kombi spreglejte, ki nas je prihitel, ker pač se gospodu nekam mudi, ker misli, da je na cesti sam. Namreč tudi ta prispevek je namenjen temu, da vas opozorimo, da cesti niste sami. Na cesti ste vedno ostalimi udeleženci v prometu. Recimo, morate paziti, ko se ljudje odločijo zapustiti avto, da jih ne bi poškodovali. No, pojdimo naprej, to je stara Prešernova cesta. Na desni strani vidite predsedniško palačo, tukaj bi se čez zastave to dokazujejo. No in tule je zanimiv trg, v katerem je še vedno spomenik Borisu Kidriču v čast. Redki spomenikov, ki so ga zanimivo pustili nedotaknjenega. Za njim pa je seveda Cankarjev dom. Tukaj na levi je bilo avstrijsko veleposlaništvo, pa naše ministrstvo za zunanje zadeve sledi, nemško veleposlaništvo, ameriško veleposlaništvo. Neposredno ob njem je rusko veleposlaništvo. To je namreč edino veleposlaništvo ob ameriškem, v katerikoli državi na svetu. Zanimivo, ne? No, tukaj je Moderna galerija, desna Narodna galerija, pa Pravoslavna cerkev, zanimiva. Predvsem pa je zanimiva Narodna galerija, ki je biser naše kulture. Znači, v njej boste našli res izjemne stvaritve domačih avtorjev. No, to je prizidek Moderne galeriji, Narodne galeriji, kjer se dogodki vrstijo seveda po. Zato obstaja možnosti. Tule je naravnost, to je znamenito športnega parka Narodni dom in pa seveda razpadajoče se
področje kopališča Ilirija. Nosilec tega je bil Stanko Blovdek, župan Ljubljane, že nekaj let obljublja novo kopališče, da vidim, da nekaj že delajo in upam, da bo v njegovem naslednjem mandatu to tudi urejeno. Skaj naslednjem, ker je pač sledeč po stanju pričakovati, da bo spet zmagal, namreč Ljubljana je neke vrste njegovo področje, ker lahko zmaga brez težav. Se je veliko pripadnikov, ki ga slavijo, čeprav v bistvu ima kar veliko napak. No, pa tudi veliko pozitivnih stvari, če smo realni in pošteni v tem prispevku. No, tule je del področja centra, naravno vidite to veliko stavbo, znamenito trgovsko družbo Metalka, ki so jo takoj po osamosvojitvi Slovenije razkosali tako zvani nadobudni kapitalisti nove dobe, si objekt prisvojili in nato ga razpodajali naprej. No, ta prisvojitev seveda je vse po zakonu, tako da nišče ne more reči, da so kaj ukradli. Nas namreč, če vzemeš po zakonu, vzemeš, ne kupiš, ni kraja, ampak je to pač pravilno. Zanimivo, tale objekt, ki ga vidite tukaj na levi strani, to je prva bolnišnica v Ljubljani. Tisti, ki Ljubljane manj poznate ali pa jo ne poznate tako dobro, da veste. Nekoč je bil spodaj zanimiv trgovski center, ki se imenoval Slovenija Šport. Na to pa so seveda, kot se spodobi za novodobnike, tudi to podjetje uničili. No, tule vidite, kako fašisti dokazujejo, da imajo prednost in se mi godi, da lahko parkirajo, kot se jim zahoče. Tukaj na desni strani je zgradba, kjer vidite številne zastave. To je center zaščitnikov delavstva, pri čemer pa imajo ti, ki tukaj sedijo v teh pisarnah, bistveno večje plače kot tisti, ki jih oni ščitijo. No, tole je področje Dalmatinovec, veste, da je bil Jurij Dalmatin, pa ste pogledali, in nazadnje pa ste se to morali učiti v osnovni šoli. In bomo svoj prispevek zaključili s pozivom, da na cesti nikoli niste sami, da je prav, da vozite previdno, preudarno in po predpisih. Tako boste varno prispeli na cilj in sebi in ostalim udeležencem omogočili isto. Tukaj že nekaj let gradijo poslovno-stranski objekt, in kot kaže, se le premika po dolgem času. No, to je hotel City, nekoč hotel Turist. No in tole je konec našega prispevka. Spogledamo to znamenito hišo, ki vidite tukaj naravnost. To je hiša, vaša hiša, nekateri pravijo, da je njihova hiša. Gre za RTV Slovenija. No, lepo se imejte in prijazen in lep dan vam želimo, kjerkoli ste. Mi pa se po ulici, Komenskega ulici, peljemo v novo prihodnost. Lep dan želimo, kjerkoli ste in naslednje.